V okviru projekta Think Green, Go Green, ki ga sofinancira Evropski parlament, je na gimnaziji Murska Sobota potekalo debatno tekmovanje. Cilj celotnega projekta, kakor tudi debatnega tekmovanja, je na zanimiv in preprost način spodbuditi in utrditi demokratično udejstvovanje mladih in jih postaviti v vlogo aktivnih državljanov in nosilcev sprememb na področju izzivov, ki so povezani z okoljem ter podnebnimi spremembami. V debati so na gimnaziji Murska Sobota sodelovale 4 ekipe s 3 dijaki, pomerile pa so se na temo varovanje okolja v Evropski uniji je bolj pomembno od ekonomske rasti. V tako imenovani debati pro et contra je ena od ekip zagovarjala naslov teme, druga se mu je z ustreznimi argumenti zoperstavila. Mateja Štefanec, profesorica angleškega jezika, mentorica projekta na gimnaziji Murska Sobota ter članica komisije, je podala oceno. Moram povedati, da imamo čudovite dijake, ki so se zares super pripravili, imeli so dokaj proste roke in ponosna sem, da so uspeli v tako kratkem času in v tem času, ko v bistvu so se vrnili v šole, so imeli ogromno teh šolskih obveznosti, vsi učitelji itak pritiskamo zdaj na njih, ker se približuje konec šolskega leta in mislim, da so naredili izjemno delo zdaj za to debato. Odziv je bil pravi, čeprav mislim, da je skupina, ki je morala to trditev negirati, imela dosti težje delo, zato ker mislim, da se vsi zavedamo pomena varovanja okolja, mogoče pa premalo o tej temi premišljujemo v kontekstu oziroma v povezavi z gospodarsko rastjo. Mi poskušamo te teme, recimo jaz osebno pri pouku angleščine dostikrat vključujem kaj takega v sam pouk in zdi se mi pomembno, da poskušamo mladino prepričati v to, da postanejo res aktivni državljani. Zato ker vseeno so oni tisti, ki bodo čez nekaj časa odločali in če jih na to mi ne pripravimo, bi bilo verjetno malo težje v prihodnosti. Zmagovalna ekipa z imenom Marjetice se bo udeležila finalnega tekmovanja. Kako naprej? Malo več priprave, zdaj je bilo časa za priprave manj. Ta finalna debata bo tudi potekala v angleščini, kar mislim za te dijakinje ne bo problem, tako da zdaj malo počitka, potem pa naprej veselo na delo. Ana Lukač, članica zmagovalne ekipe Marjetice, sicer dijakinja 3. letnika športnega oddelka gimnazije Murska Sobota, je zaupala iz prve roke, kako se je z ostalimi iz ekipe pripravljala na debato. Nekaj časa smo definitivno uporabili za pripravljanje, ampak ne toliko, kot sem pričakovala, saj je ta tema dokaj aktualna in smo tudi nekaj že o tem vedeli in smo tudi lahko lažje se v to ponotranile te naše argumente, ki smo jih postavili. V večini primerov mislim, da je to pomembna tema oziroma aktualna tema, ki se zavedajo vsi. To pa tudi pri tem pomaga širši mediji, pa tudi nasplošno ta Evropska unija s temi številnimi debatami in tem pripomore k temu, da se to sploh ozaveščamo. Seveda pa ostajajo primeri oziroma izjeme, ki pa jim je malo mar za to varovanje okolja in sploh to temo kot tako. Ampak vedno se bodo našli takšni izjeme. Originalni debati smo bile da varujemo okolje, sedaj pa smo žrebali in smo mogli biti v nasprotni ekipi, zato smo se mogli tudi postaviti tudi v kožo drugega oziroma govoriti nasproti temu, kar verjamemo v bistvu. Definitivno to je bila zelo težka naloga, saj nekaj, kar smo verjeli, smo mogli čisto spremeniti in se postaviti v neko drugo osebo oziroma neko drugo osebnost in verjeti, se postaviti v njihov način mišljenja, kako premišljujejo in zakaj tako premišljujejo. Projekt Think Green, Go Green, v sklopu katerega je potekalo tekmovanje v debati, v svojem namenu izpostavlja ostati zvest zelenemu idealu kot trajni prioriteti mladih. Kako razmišlja Matic Sečko, dijak 3. letnika gimnazije Murska Sobota in član debatne skupine KUL dijaki, ki jim je ime dodelila njihova profesorica. Profesorica nas je že sprva obvestila, da bo debata sploh potekala na naši šoli. Čeprav sprva nisem bil ravno navdušen na debato, ker vseeno varovanje okolja ni moja močna točka. Sem se vseeno odločil, ker je pa moja močna točka gospodarstvo, zato smo se sploh odločili, da bomo nasprotovali debatni temi in se na podlagi tega tudi bolj pripravljali. V temo prvega in drugega debatnega kroga smo se lahko izbrali same. Na kateri strani bo pa kdo v finalni debati, to se pa je potem izžrebalo. Oziroma, če bi zmagala kontra in pa pro, bi samo zamenjale stališča.
Tema okoljevarstva ni ravno v ospredju pogovora mladih. Ko smo nekje s prijatelji zunaj, potem res se tega nikdar ne dotaknemo. Mogoče, če se kdaj pogovarjamo s starejšimi, s profesorji v tej temi, drugače pa mislim, da je zanimanje za to temo med mladimi bolj slabo. Šola nas seveda spodbuja k premišljevanju na te teme. Bolj sem mislil na posamezni dijaki, se seveda zanimajo za te teme, ampak če gledamo večino, tisti, ki recimo ne sodelujejo pri takih projektih, teh je veliko več kot pa nas, manjšine, ki se za to zanimamo. Naš planet je pred mnogimi izzivi in moramo biti odgovorni do planeta, odgovorni do človeštva in moramo delati predvsem v dobrobit celotne družbe, ne pa da bomo delali egoistično v svetu. Zraven gimnazije Murska Sobota v projektu sodelujejo še druga gimnazija Varaždin, gimnazija v Monoštru ter gimnazija v Bad Radkersburgu. Zmagovalne ekipe posamičnih šol se bodo pomerile v finalu, kjer pa bo debata potekala v angleškem jeziku. Mladi se skozi tovrstne aktivnosti znajdejo tudi v vlogi promotorjev informacij preko različnih medijev in negujejo čezmejno sodelovanje med šolami.